Lepo pozdravljeni vsi skupaj, moje ime je Maja in danes sem za vas pripravila odličen trening za naše noge, zadnjico in seveda tudi malo kardija. Za ta trening sicer ne potrebuješ ničesar, ampak lahko uporabiš te uteži, ki si jih damo okoli gležnja. Vaje s tem pripomočkom bodo malo bolj intenzivne, ampak ni problema, če nimaš nobene opreme doma, to vadbo narediš brez vsega. Rabiš samo podlogo in to je to. Današnji trening sem razdelila na dva dela. Prvi del bo namenjen nogam in zadnjici, drugi del pa je namenjen kardiju. Imeli bomo dva intervala, 10 sekund bomo počivali, vajo bomo izvajali 30 sekund in prvi del bomo ponovili dvakrat, najprej na eni nogi, potem na drugi del bomo pa ponovili trikrat z dvema različnima vajama. Za današnji trening ne potrebuješ nobenega predhodnega ogrevanja, kajti ta del, prvi del, ki ga bomo naredili, je že nekako aktivacija in ogrevanje za naše noge in zadnjico in je odličen primer vadbe, ki jo lahko narediš pred katerokoli drugo vadbo za spodnji del telesa. Lahko pa uporabiš ta del tudi kot svoj burnout, se pravi po glavni vadbi, ki jo izvajaš za noge in zadnjico, in služi kot tisti zaključni del, kjer res iztisneš še zadnje moči. Ok, če smo pripravljeni, potem kar gremo in naredimo ta trening skupaj. Ok, odlično, začeli bomo na vseh štirih. To celotno vadbo lahko izvajaš na rokah ali pa lahko greš na komolec. Meni osebno pa še ta različica bolje, čutim večjo aktivacijo nog in zadnjice. Se pravi, prva vaja, samo da grem skozi vse štiri vaje. Prva vaja je dvig noge v iztegnjeni poziciji, takole. Ja, 30 sekund. Potem druga vaja, z isto nogo bomo pokrčili koleno in bomo potisnili nogo proti stropu. Ja. Takole stisneš na vrhu. Potem tretja vaja, bomo šli dvig noge v stran. Ja. In četrta vaja, bomo šli potisk noge gor, dvig noge gor in diagonalno na drugo stran. Se pravi, to jaz imenujem Maurica. Ja. Potem naslednja vaja, bomo šli malo vmes, kot nekakšen premor med drugo nogo in bomo naredili potleko in gremo v položaj otroka. Še malo mobilizacije zraven, položaj otroka in potem bomo celoten postopek vseh vaj naredili še na drugi nogi. Se pravi 30 sekund in gremo za iztegnjeno nogo gor. Trebuh je napet, ves čas premikamo samo nogo. Zgornji del telesa je kar se da pri miru in se res osredotočiš na nogo in na zadnjico. Lahko narediš tudi špičko. Ja. In če imaš utežke, boš dejansko čutila oziroma čutil veliko razliko. Ok, počivamo 10 sekund. 30 sekund dejansko gre zelo hitro mimo, ampak vseeno gremo dalje. 10 sekund počivamo, tudi to ni veliko. Sedaj dvigujemo nogo gor z pokrčenim kolenom. Dihaš. Stiskaš trebušne mišice. Odlično. Še 10 sekund. Zgornji del je pri miru. 1. Ok. Tudi na nasprotni strani se čuti aktivacija mišic, ker dejansko stabilizirajo celotno telo in gremo zdaj v stran. To vajo tudi imenujemo fire hydrant v angleščini. Pri tem pazi, da se dvigne koleno in gleženj v isti liniji. Ja. In stisneš na vrhu. Zdihneš. Odlično. 3, 2 in 1. Sedaj bomo šli pa v Maurico, diagonalno. 3, 2, 1 in gremo gor in v stran. In gremo gor in v stran. Odlično.
Dvigni nogo, kar se da visoko, diagonalno. Lahko seveda greš pri tej različici tudi na dlani. Gor in dol. 3, 2 in zadnjič. Ok, se pravi, sedaj imamo malo počitek, kar se tiče nog. In bomo šli v skleco in položaj otroka. Ok, odlično, gremo gor in se spustimo nazaj. Dol in se spustimo nazaj. Odlično. Pazi, kako izvajaš skleco, seveda. Zgornji del je v ravni liniji. Uporabljaš seveda aktivacijo trebuha. In dihaš. Odlično. Okay. Zdaj bomo šli pa na drugo stran, se pravi, izvajaš vse vaje na drugi nogi. In gremo. Iztek noge, dvigneš gor, narediš špičko. Trebuh potisnjen in si z mislimi v nogi in v zadnjici. Ustvari to povezavo med mišico in med svojimi možgani in delaš počasi in s fokusom. 1. Ok. Potisk noge navzgor s pokrčenim kolenom. To je naša naslednja vaja. In gremo. Gor. Takole. Odlično. Dviguješ in stiskaš. Moje utežke na gležnjih sta 2 kg vsaka. Tako da imam dodatno težo, ki jo dvigujem. Ok, odlično. Gremo zdaj še na odmik noge v stran. Lahko se dvigneš na roke kadarkoli. Če ti pozicija na komolcih ne odgovarja. Vedno poslušaj svoje telo, kaj ti sporoča. Če rabiš počitek vmes, si ga seveda vzami. Odlično. Še malo. Pri tem pazi, da je zgornji del telesa ves čas pri miru in da sta komolec in ramena, da so v isti liniji. In gremo dalje na mavrico. Lahko gremo gor pri mavrici. In gremo v stran in gor. Odlično. Dol. In dihaš. Ne pozabiti na dihanje. Nikoli ne zadržujemo diha. In dvigneš gor. Še malo. Ok, in zdaj gremo še na skleco in iztek v položaj otroka. Potisneš medenico naprej, greš dol in se raztegneš. Super. In dihaš. Še malo. 3, 2 in zadnjič. Ok, odlično. Prvi del smo opravili, sedaj gremo pa na drugi del. Za ta del ne boš potreboval oziroma potrebovala več utežk na gležnjih. Drugi del je del kardija z 2 različnima vajama. Prva vaja bodo počepi v poskoku. Takole, lahkotno skočiš in potem greš v počep. Če iz kakršnega koli razloga ne moreš skakati, potem narediš samo navaden počep. Lahko greš tudi potem gor na prste.
Ja? Okay. Druga vaja bodo pa vojaški poskoki oziroma polovični vojaški poskoki. Gremo dol, to bom zdaj pokazala lažjo različico, stegneš noge, si v deski, greš nazaj gor in potem ali vstaneš ali narediš lahkoten počep. Če si na višji fitness stopni, potem skočiš nazaj v plank oziroma desko, naprej z ravnim hrbtom in skočiš gor. Se pravi, izberi različico, ki je primerna tvojemu fitness nivoju. Imamo 2 intervala, 30 sekund bomo izvajali vajo, 10 sekund bomo počivali. Bo malo bolj intenziven kardio, ampak poslušaj svoje telo, če rabiš počitek, si ga vzami. Okay? In gremo sedaj najprej na počepe v poskoku. Takole. In dihaš, skačeš lahkotno. Pazi, da potisneš zadnjico nazaj, da koleno ne gre čez prste na nogah. Tudi ko doskočiš, skoči zelo mehko. In še zadnjič. Odlično. Okay. Druga vaja, polovični vojaški poskoki. In kar gremo. Izberi različico, seveda, ki je primerna tvojemu fitness nivoju. In dihaš. Tri, dva, ena. Dihaš. Krog številka 2. In kar gremo. Lepo počasi. Gremo, akcija. 3, 2, 1. Noge se že čutijo. Tudi dvig srca je povišan, se pravi srčni utrip. Lahko pa seveda greš nazaj, stopi in se samo dvigneš gor. Še zadnjič. Dihaš. Še zadnji krog. In gremo. Lepo počasi s fokusom. In še zadnjih 30 sekund. In gremo. Še malo. In še zadnjič. Odlično. In to je današnji trening.
Lahko malo počivaš, lahko malo hodiš. Ponavadi hodimo, da znižamo srčni utrip. Globoko vdihni, globoko izdihni. Vdihni, globoko izdihni. Še enkrat vdihni in globoko izdihni. Pa še enkrat in vdihni in izdihni. Ok, odlično. Naredili bomo še malo razteznih vaj za noge in zadnjico. In ker gremo iz položaja vseh 4, se dvigneš v downward dog. Lahko imaš koleno pokrčeno, medenico potisneš gor, stegneš noge. Potem stopiš z desno nogo naprej. Leva noga in kolena se dotakneta tal, se dvigneš gor, raztezneš. Ta del tu. Roke na tla in gremo na zadnje stegenske mišice. Držiš. Boki so v isti liniji. Greš enkrat naprej, nogo nazaj. V obrnjenega psa. Leva noga naprej, desna gre dol. Se dvigneš gor. Dihaš. Potisneš boke naprej, da res čutiš razteg mišic kolka in greš dol. Dihaš. Odlično. Ok. Gremo malo v sedeči položaj. Noge, stopala skupaj. Vdihneš in izdihneš naprej. Se pravi, pazi, da se premakneš iz bokov naprej in ne iz zgornjega dela hrbta naprej, ampak samo z boki naprej. Lahko si daš tudi kakšen polšter ali blazino ali karkoli pod zadnjico, da dvigneš medenico, da lahko se lažje dvigneš naprej. In raztegnemo zadnje stegenske mišice, ritne mišice, potem spodnji del hrbta. In če še raztegneš roke naprej, še zgornji del in ramena. Odlično. In sedaj gremo še majčkeno na hrbet. Ena noga proti prsnemu košu in potem obrnemo. Vse raztegnemo. Tale različica razteganja je zelo, zelo odlična za čisto vsak dan. Če držiš to pozicijo 2 minutke, se veliko stvari zgodi v predelu črevesja, detoks in tudi prebava se začne premikati. Je pa tudi zelo super za naš hrbet, hrbtenico in nasplošno dobro počutje. Ok, zamenjamo še nogo. Dihamo. Se umirimo. Odlično. Še raztegnemo celotno telo. Roke nazaj, noge naprej. In potem se počasi dvignemo v sedeči položaj. Ok, odlično. Tole je bila super vadba. Kratka vadba, ampak zelo učinkovita. Če pa si želite trenirati z mano čisto vsak dan, potem obiščite mojo spletno stran fitnessbymaja.com, kjer imam za vas seveda 2 urnika za začetnike in za tiste, ki ste na višjem nivoju. Ja, prav tako imam na voljo veliko programov, lahko pa trenirate z mano po urniku čisto vsak dan. Ok, se vidimo na spletni strani ali tukaj.
Lep dan vam želim. Adijo.